Lepo zdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes sem se odločil narediti en zelo kratek video o največji pasti v osebni rasti. O tem se na splošno ne govori, ljudje ne razmišljajo, ampak dejansko zdi se mi, da je to toliko pomembno, ker te stvari opažam tudi pri sebi, pri mojih študentih, pri ljudeh, s katerimi se pogovarjam. Poglejte, zakaj gre. Osebna rast danes dejansko uspeh, bom rekel, principi uspeha na nek način, danes na nek način niso skrivnost, ker poglejte, če gremo na YouTube, če pogooglamo, dobimo ogromno informacij, spremljamo različne coache, bom rekel, uspešne ljudi in dejansko iz njihove zgodbe se učimo. Pa vendar, dostikrat se potem znajdemo v situaciji in dejansko poslušamo, delamo to, kar dejansko dobimo informacijo, se trudimo, pa vendar ni rezultata. Ok, bom razložil, zakaj gre. Poglejte, vsak človek je na nek način unikatna zgodba, vsak človek ima na nek način, bom rekel, neke svoje sposobnosti in te sposobnosti so različne. Eni imajo že prirojene veliko, bom rekel, neke dobre sposobnosti, odlične so že naravni talenti, drugi ljudje, na primer, dejansko pač morajo do tega rezultata priti na drugačen način in tukaj se še posebej v naši dragi preljubi Sloveniji precej zatakne. Zato, ker v bistvu v Sloveniji dejansko pač je mal problem, ko govorimo o trdem delu. O tem sem že nekaj časa nazaj pisal. Ampak v bistvu v javnosti dejansko imamo in smo priča, beremo, spremljamo zgodbe o ljudeh, ki so uspeli. Ampak nihče ne govori o tem, koliko dela je bilo za to potrebno. Nihče ne govori o zgodbi, ki je bila iza te zgodbe. In recimo tudi, ko spremljamo tuje, pač tukaj je majhen več, bistveno več tega, dejansko pač po eni strani slišimo, koliko pač ne vem, bom rekel, če pač želite spremeniti svoje življenje, če želite več zaslužiti, če želite izboljšati svoje partnerstvo, morate pač delati neke rituale, morate delati na sebi, morate vlagati vase, morate brati kakšne knjige, gledati video, dejansko morate hraniti svoj reprogramirati svoje, bom rekel, programe, ampak recimo nikoli ne veste, kaj dejansko resnično potrebujete za svojo situacijo. Recimo, vsi ste že slišali za Boba Proctorja, to je nekako, bom rekel, oče motivacije. Recimo, on je, ko je začel za svojim osebnim rastjo, sploh ni imel, bom rekel, nekih rezultatov, trudil se in trudil. In je dejansko imel v svojem avtu serijo nekih kaset, od Napoleona Hilla z idejo do bogatstva, ki jih je poslušal, mislim, da 10-20 let, vsak dan. Knjigo z idejo do bogatstva je par stokrat prebral. In potem je rekel, in to sem jaz bral in s tem sem hranil svoj s tem sem reprogramiral svoje razmišljanje, svoje mišljenje in nekega dne je začelo delovati. Ne vem, če poznate zgodbo od Magic Johnsona, najboljšega košarkarja vseh časov. Magic Johnson dejansko je v bistvu, ko je bil v srednji šoli, bil izključen iz šolskega košarkarskega moštva. Zakaj? Zato, ker ni bil dovolj dober. In potem je on, bom rekel, vložil takšno količino dela, takšno količino treninga, da je postal najboljši košarkar vseh časov. In plejte, past, bom rekel, te naše osebne rasti je, da dejansko poslušamo coacha, ki mogoče pač ima neke sposobnosti ali pa nekega uspešnega človeka, ki so više kot naše, ali pa manjše. Pri manjših mislim, da ni tak problem. Ampak v bistvu ponavadi dejansko in nam potem pove, poglej, če hočeš narediti tak in tak rezultat, v bistvu potem moraš delati to in to. Moraš 1 uro na dan brati neko knjigo. Če hočeš iti na Ljubljanski maraton, moraš vsak dan preteči toliko in toliko kilometrov. Ampak ta recept dejansko velja za njega. Kaj pa, če je moja situacija drugačna? Kaj pa, če je v bistvu moj potencial manjši? Kaj pa, če so moji programi bolj zapacani? Kaj pa, če v bistvu manj verjamem? Dejansko potem moram, ker plejte, če želite uspeti,
morate prvič najti nekoga, uspešno osebo, coacha, mentorja, ki je že bil v situaciji, kot ste vi in je bil uspešen, in po drugi strani, ki je dejansko začel iz podobne situacije. Ne? Jaz imam včasih recimo kakšno ponudbo in recimo potem me nekdo kontaktira, ja, mi pa dejansko pač pomagamo coachem, da zaslužijo 100.000 evrov mesečno. Glejte, iskreno, 100.000 evrov mesečno je tudi eden izmed mojih bodočih ciljev za prihodnost. Ampak, če hoče nekdo pomagati nekomu, da pride do 100.000 evrov, potem mora povedati dejansko, ok, komu jaz lahko pomagam. Ker ista zgodba, recimo, ostanimo kar na denarju. Ne? Ker poglejte, recimo, razlika je, če je moj prihodek zdaj par tisoč evrov in hočem priti do 100.000 evrov, ali pa je moj prihodek v tem trenutku 20.000, 10.000, 20.000, mogoče celo 50.000 in dejansko potrebujem samo par nekih popravkov, da dejansko lahko pridem do 100.000 evrov. Ne? A razumete? Ne? To pomeni, ključ je v tem, da najdemo nekoga, ki je že bil v situaciji, kjer se mi nahajamo, ne? Ki je bil uspešen skozi v reševanju, v doseganju teh ciljev, v reševanju te situacije in ki je začel na podobnem nivoju, kot smo mi sami. Drugače pač poskušamo, sledimo, delamo in smo razočarani. Berem eno uro na dan, recimo, ne, in stvar ne deluje. Ne vem, če ste že slišali za Davida Gogginsa, ne, v bistvu bom rekel po nekih pač trditvah najzdržljivejši atlet trenutno na svetu. Ne. On je pač izhajal iz družine, kjer je bila dejansko pač oče ga je zlorabljal, nasilje je bilo in tako naprej. In bom rekel, ni bil najbolj moder. Ne. In on je rekel, ok, v redu, Roger that, razumem. Ne. To pomeni, to je zdaj moja situacija. Ne. In on je rekel, ko je delal izpit za avto, ker je pač rekel, ok, tukaj imam pač malo probleme, ne. Vsi smo delali prvo pomoč. Ne. Ok, on je pač pri tem imel težave. In je rekel, ko sem se jaz pripravljal na prvo pomoč, ne, tega Gogginsa malo pogooglajte, on je v bistvu naredil serijo, ne vem, 50 maratonov v 50 dneh, v bistvu ogromno, bil je 5-krat je šel skozi najtežji bom rekel, te Navy Sealsi, Marinci, skozi to izobraževanje, v bistvu nore zadeve. Ne. Ampak, ko je on delal izpit za avto, ko je on delal prvo pomoč, se je on zavedal, da ima pač handicap, da mora več vložiti, če želi doseči isti rezultat in je v bistvu brošuro za prvo pomoč za avto, okay? Da ne bo pomote, ki smo jo mi pač prileteli, bili smo na tečaju, naredili prvo pomoč in živeli. On je to brošuro 28-krat prepisal, lastnoročno prepisal, kot priprava na njegovo izpit za avto. Ne? Ampak to je on, to pomeni pač vedeti moramo našo situacijo, razumeti, kje se nahajamo, ne? Kakšne so naše okoliščine, kakšen je naš potencial. Ne? Vsi rečemo, lahko v življenju dosežete vse, kar želite. Ja, seveda, če ste pripravljeni plačati ceno, da pridete do tega, kar si želite. In ključ je, da vemo, kje smo, kje se nahajamo, kakšne so naše sposobnosti. Če tega ne vemo, si pač poiščemo pomoč, vprašajmo coacha, mentorja, ne? In dejansko ravno tako za plan. In potem pač moramo imeti prave korake, ki nas vodijo do tega cilja. Ne? Ker, kot sem rekel, glavni problem, ki ga srečujem dnevno, ko se pogovarjam z ljudmi, je, da dejansko podcenjujemo, kaj je potrebno, da pridemo do cilja. In ko imamo te stvari jasne, potem se pač seveda tukaj smo, ok, naš cilj je tukaj, ko vemo, kaj nas loči, kaj je potrebno,
kakšna je investicija, se to ni neka vesoljska znanost, ker večino tega, bom rekel, na tem nivoju, kot se mi pogovarjamo, je bilo že doseženo, ljudje že služijo milijone, ljudje imajo že čudovita partnerstva, ljudje imajo že čudovito postavo, to pomeni, da zagotovo lahko najdemo nekoga, ki že ima, ki je že šel skozi to, ne? Ki je že srečen, ki je že uspešen in nam lahko svetuje, lahko pomaga, lahko se od njega učimo, ne rabimo v bistvu, bom rekel, tople vode izumljati, ne? In ko to vemo, potem pač seveda se vprašamo, ok, sem pripravljen plačati to ceno, in ko si pripravljen, ko veš, ali lahko to narediš sam, ko veš, ali pač potrebuješ pomoč, enostavno greš. Ampak moraš vedeti dejansko, kje je tvoja štartna pozicija, kaj je dejansko to, ne? Mogoče samo še en primer, pač pred leti sem bral zgodbo ravno tako o družini, ki so imeli od sina, ne? In ta je imel eno nogo krajšo, ne? In njega nikoli niso vzgajali s tem, da je on hendikepiran, ker ima pač eno nogo krajšo, pač ima nogo krajšo. In ko to veš, pač vzameš to v izobir, pač vzameš to v obzir, ne? In pač kakšen je bil ta odnos tega fanta, ok, moja noga je krajša, zato moram pač več trenirati. In je več treniral, več vložil svojega dela, svoje energije, več časa je posvetil treningu in je ravno tako zmagoval na pač teh prvenstvih, na tekmovanjih. Ne. Ok, pač to je moj handicap, to vem in moram pač toliko več vložiti in pač rezultat, ki si ga želim, lahko dosežem. To je bilo na kratko sporočilo, inspiracija, motivacija za vas. Če vam je bil video všeč, pač lajkajte ga, delite s tem, mogoče nekomu lahko pomaga. Če želite dodatne informacije, pomoč, me kontaktirajte. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.